Direkt nadaljujem na pokopališču Nove v Ljubljani, in sicer v monumentu, ki je posvečen nekaterim velikanom slovenske kulture in tudi kulture nasploh. Torej, slovenščina. Dogaja se degeneracija jezika s pospešenim uvajanjem novih medijev in premalo skrbnostjo za to, kako ohraniti pristen slovenski jezik, se dogaja dejansko razgradnja tistega zdravega pogleda na svet, ki je za slovenski narod v osnovi značilen, in dogaja se vsiljevanje nekaterih lingvističnih elementov, ki dejansko niso sprejemljivi niti drugje. Izpadanje velikih začetnic, neupoštevanje pravopisa, potem nedoumevanje napisanega in prebranega. In zaradi tega sem se sam lotil projekta Slovenščina, kjer skušam z ne preveč zapletenim eksperimentom preveriti, kaj se dogaja, ko se zapostavi pravopis, oziroma jaz sem šel celo tako daleč, da sem vzpostavil nek model dopolnjenega pravopisa, kjer se izogibam uporabi dvojnih nikalnic in kjer substance, torej samostalnike, zapisujem za veliko začetnico. In sedaj, v tem obdobju, dejansko eksperimentalno opazujem, kako takšno zapisovanje povedanega v slovenskem jeziku vpliva na zavest in dejansko na sprejemanje podanega. Torej, če želi kdo sodelovati v tej študiji, v tem eksperimentu, se lahko javi, upoštevam. Za vse ostale pa napovem, da bodo izsledki raziskave znani v letu 12, po kristjanskem koledarju 2012, ko bo v Sloveniji gostil projekt Kulturna prestolnica Evrope. In dejansko se tega trenutka veselim. Sam pa upam, da se bo narod uspel izogniti degeneraciji in da v Sloveniji ne bomo špikali ali šprehali, temveč govorili in kakršnekoli pomanjkljivosti v jeziku dopolnili, brez kakršnihkoli agresivnih nagibov in brez tistega početja, kjer je odzadaj bolana oblika slovenskega nacionalizma. Denimo, jaz sam pravim, da uporaba velikih začetnic za samostalnike, substantive, torej substantiv, substanca, ne govori o ideji velike Nemčije, ampak je korak naprej, zato ker mora uspeti v povedi ponazoriti, kaj je dejanje in kaj je predmet, oziroma z kozmološkim duhom. Treba je znati pri zapisu v povedi ločiti energijo od materije. In glede na to, da je Primož Trubar slovenski jezik nekako pričel definirati in zapisovati v Nemčiji, bodimo toliko pametni, da v Nemčiji ne vidimo zgolj Hitlerja, da vidimo vse ostale veleume in tudi seveda v angleško govorečem področju, in upoštevajmo pametna dognanja. Takrat bo uspelo ohraniti tudi lasten jezik, takrat, ko bo kultura bivala v sožitju z ostalimi narodi.